Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Vroča tema za vroče dni, umetna inteligenca. Danes bomo preverili, kako investirati v podjetje, ki se ukvarja z umetno inteligenco in na kaj pri tem paziti. Moj gost je David Zorman, upravljalec premoženja pri Generali Investments. David je upravljalec skladov, globalni sklad skladov Generali Prvi zbor, geografski sklad Generali Amerika ter sektorska sklada Generali Tehnologija in Generali Vitalnost. Zdravo, David. Živo. Obdelaš cel svet in še več praktično z vsemi temi skladi, ne? Ja, nekako vse je fokus na Ameriki, no. Kako? Fokus je na Ameriki, ne? Vse je nekako fokus na Ameriki, ja. Fokus je na Ameriki, no. Ja. Sem gledala danes zjutraj, v letošnjem letu je Nasdaq poskočil na, koliko je bilo, 30-34%, oziroma 30%, S&P 14%, DAX 14%, kar lepa rast letošnja, ne? Ja, kar lepa, stabilno leto, tako mirno, no, zaenkrat. Mirno leto, čeprav imamo tehnično recesijo, vojno, napetosti, geopolitične, vse povsod, ne? Ampak stabilno in lepo leto na borzi. A greva najprej pogledati, umetna inteligenca je normalno vroča panoga, vsi o tem govorijo praktično v vseh segmentih in preden bova midva šla na večje igralce, bova mečkaj zanalizirala te večje igralce, da je v zaogrevanje najprej malo na splošno pogledati v svet umetne inteligence in investiranja. Tudi podjetja konec koncev poskušajo zajahati ta val tudi v luči optimizacije poslovanja. Iskreno, vsi to počnemo v vseh podjetjih. V katerih sektorjih ti vidiš največji doprinos umetne inteligence, poleg seveda sektorja tehnologije? Ja, to je v bistvu kar težko vprašanje, no. Vseeno v zadnjem obdobju, saj jaz sem uspel prebrati kar ogromno enih novic, no, iz drugih sektorjev, ki pa te nove tehnološke rešitve že implementirajo, ne. Bral sem eno analizo od McKinseyja, kjer so najbolj napredne panoge, kjer je implementiranih največ tehnoloških rešitev, pa kjer se predvidevajo tudi največje investicije, ne, v prihodnjih recimo 3 letih. Kot tudi sama že rekla, ne, tle zmaga seveda IT, potem pa sledijo že finance, pa imamo pa še par panog, ki so pa nekako na podobnih nivojih, se pravi, kjer se bo investirali največ, pa kjer imajo že največ nekako implementiranih teh rešitev, ne, tle smo pa pol, je pa še zdravstvo, transport, pa že se približuje tudi avtomobilska industrija. Pa recimo prebral sem tudi pred parimi dnevi zelo eno zanimivo novico, no, iz podjetja Palantir. Oni so software, ameriško AI, ne, UI, kakor zdaj hočemo reči umetna inteligenca podjetje, ne, ki so v parih bolnišnicah, recimo, so investirali v njihov software. Noter uvažajo podatke, kot so število zdravnikov, število pacientov, vse te statične podatke, koliko postelj imajo trenutno bolnici zasedenih in pač čim več podatkov nafilajo noter. Do zdaj so te evidence v teh bolnicah vodili v tabelah, da so statične v nekih softverjih, na tablah in tako naprej. No in zdaj, ko so implementirali njihov softver, so pa zaradi te optimizacije, zdaj pa ta softver pove, koliko bolnikov bo jutri v bolnici, koliko jih bo prišlo jutri, koliko jih bo prišlo čez 2 dni, 3 dni, koliko zdravnikov rabijo, koliko sester rabijo in nekakšen softver napoveduje prihodnost. In zdaj lahko te bolnice že sprejemajo 8% več pacientov kot pa pred implementacijo softverja. Tako zelo zanimivo. Imajo pa že pokritih, mislim, da je 10% postelj v Ameriki. Ko bodo implementirali to na celoten zdravstveni sistem, vidimo, kakšne bojo prihranki oziroma kakšna bo večja produktivnost, tako sester, zdravnikov in tako naprej. Tako take novice vidimo iz sveta AI, konkretno tudi v drugih panogah. Tole za zdravstvo, za bolnišnice, to je res kar taka zanimiva novica. To bi definitivno tudi naše zdravstvo potrebovalo, ne? Ja, sigurno, po moje kar vsa, ja, glede na razmere. Kar vsa, glede na to, da se v bistvu celotna populacija kar precej stara, ne, sploh Evropa. A gremo mogoče se dotakniti, ne, AI oziroma umetna inteligenca je pač vroča zgodba, to sva že parkrat povedala, so bile tudi neke vroče zgodbe v preteklosti in so še vedno, recimo ESG, ne, in na karkoli v bistvu prilepiš AI ali pa ESG, gre praktično recimo zametno. Kako lahko ocenimo tveganja povezana z investiranjem v mlada, recimo mlada podjetja, pa nasplošno podjetje na področju umetne inteligence?
Tveganja, če gledamo recimo omembe, kot si rekla, omembe AI-ja v nekih kvartalnih rezultatih, podjetij, ko objavljajo, so bliže kar na konc, zdaj so že skoraj vsak nekaj objavil, da je AI, to je že malo nekako smešno, ampak vsem se mi zdi, da teh v bistvu zmagovalcev oziroma trenutnih igralcev na tem področju je zelo malo. Zdaj vsi si lahko dajo značko, smo tudi mi AI, ampak teh v bistvu prvih zmagovalcev je pa po mojem mnenju jih lahko na eno roko preštejemo, teh podjetij, ki so dejansko res nekaj, bojo doprinesla neke večje spremembe, Zdaj vsi bojo pač njihove stvaritve lahko uporabljali, pa so lahko vsi AI, ampak teh prav velikih zmagovalcev je pa po mojem mnenju 5, mogoče 10, ni jih spet toliko. Se jih bova potem na koncu tudi vse naštela, ker praktično vse te imajo praktično vsi skladi in ETF-i tudi v svojih košaricah in prepričana sem, da tudi marsikater poslušalec, ampak vsem, preden greva na to zgodbo, dajva mogoče sam se še tega dotakniti, tega etičnega vidika in skrb za zasebnost. To je tudi en tak velik problem, na katerega v bistvu opozarjajo konec koncev tudi sami ustvarjalci umetne inteligence. Evropa je tudi pred kratkim sprejela neko direktivo. Zdi se, da bo umetna inteligenca dejansko vse te aplikacije, ki imamo, potrebovala neko pač regulacijo, oziroma zanč na enem našem podcastu dr. Leskovec rekel certificiranje. Se pravi, da bomo imeli nek standard, kaj je ok in kaj ni, ker dejstvo je, da kaj nam omogoča, zelo majhnim stroškom, pa zelo hitro lahko generiramo ogromno ene vsebine. Kdaj pride to še toliko bolj do izraza ob kakšnih volitvah, ko bojo recimo ameriške volitve, evropske volitve, ko bo lahko vsak, ki bo imel, 5 minut časa, zgeneriral ogromno enih lažnih novic, novic, ki niso resnične in bo svet nekako pripravljen s temi lažnimi novicami. Že zdaj vidimo, zadnjič mislim, da je republikanska stranka s pomočjo umetne inteligence naredila en oglas, ki ga najdemo na YouTubeu, kaj se zgodi, če Biden še enkrat zmaga volitve. To so praktično naredili verjetno zelo hitro, in te možnosti ima danes praktično vsak. Tako da, ko bojo te volitve, že prejšnje volitve so bile pod vplivom nekih fake newsov, in kdo je uspel boljš za manj denarja zgenerirati več neke vsebine, je bil pa nekako zmagovalec, zdaj bo pa to še toliko bolj do izraza. Tako da ta etika pa je pomembna. Tudi ti predlagatelji, te pobude, da ustavijo razvoj modelov hitrejših, bolj zmožnejših od ChatGPT-4, od 4, je prišla nekako, kot sem jaz razumel iz tega konteksta, da želijo nekako javno razpravo spodbujati tudi na drugi strani. Ne da bi dejansko nekaj želeli oni ustaviti, ampak da želijo neko javno razpravo, kako se spopadati s svetom, ki se spreminja. Zaenkrat mislim, da etika teh samih investicij ne ustavlja, da je puščena še zmeraj neka prosta pot, predvsem v Ameriki, te kreativnosti, tako kot je bilo recimo pri kriptu. V Evropi pa smo šli malo bolj na to pot neke mogoče regulacije. Bo pa zelo pomembno, kako se lotati, kako te modele narediti pravilne, oziroma da ne bo polno enih napak, lažnih novic in tako naprej. Sem sekundo. Evropa je izglasovala regulacijo umetne inteligence, gre za Artificial Intelligence Act, in tukaj dejansko Evropa se dejansko odzvala tukaj tudi na prošnjo tega direktorja podjetja OpenAI, Sama Altmana. Tako da nekaj se bo tukaj zgodilo in Evropa je v bistvu prva, ki je šla s tem nekako naprej. Drugi, Amerika pač še ni tam, tudi Kitajska verjetno še dolg časa ne bo, kar se tiče same regulacije, čeprav na Kitajskem je že regulacija sama po sebi, tako da tlele ne vem. So pa tukaj tudi zagrožene kar precejšnje globe v primeru, da pride do nekih kršitev, tako da to bo tudi verjetno kar precej bodo podjetja upoštevala. To 6% letnih dohodkov, se mi zdi, prihodkov je trenutno predlog. To je bilo kar zanimivo spremljati to regulacijo. Prvi so bili članki US Innovates, EU Regulates. Tudi Sam Altman je, se pravi, direktor podjetja OpenAI, ki je v lasti Microsofta,
je nekako rekel v javnosti, da če bo EU regulacija prehuda, da se bojo umaknili. In pa Evropska unija ne bo rekla, da to je pa izseljevanje, in potem so vsi naredili nekako en korak nazaj in so prišli skupno izjavo, da so nekako interesi usklajeni. V Ameriki pa regulacije praktično ni, si jo pa ta podjetja celo nekako želijo, ta večja podjetja. Zdaj lahko rečemo, da je to spet majhen sporno, ta so že večja, uveljavljena, pa želijo neko regulacijo s tem, da bi zadošili mogoče razvoj nekih manjših. V Evropi pa samo reguliramo, pa sploh v bistvu nimamo nekih lastnih podjetij, reguliramo ameriška podjetja. Tako da je zgodba je vse kar smešna in bo zanimivo spremljati, kako se te regulacije bojo lotevale različne države. Ja. Vse tudi na področju kripta je dosti podobna zgodba, ne? Tako da... Ja, tako kot nekako vedno že v zgodovini Amerika v primerjavi, kaj dela z Evropo, oziroma kaj Evropa naredi, ko je neka tehnološka revolucija, ki smo jo vedno nekako v Evropi zamudili. Nismo bili prisotni v nobeni zadnji tej večji zgodbi, se mi zdi. Ni nekih takih velikih tehnoloških gigantov, večina je čez lužo v Ameriki, ne? To verjetno tudi ti dobro veš, ko upravljaš sklad tehnologija. Koliko imaš evropskih podjetij v tem skladu? Ja, na eno roko jih lahko naštejemo, Tle imamo ene par, pa še ta, ASML je, naredil neko zgodbo, ostalo pa v bistvu je pa zelo slabo, In pač v Evropi smo zamudili vse te neke revolucije, pametnih telefonov pač nismo, socialnih omrežij nismo, revolucija dejansko je zamujena, in kaj to pomeni? Če pogledamo nek BDP, skozi preteto kupne moči Amerika versus Evropa, vidimo, da se pač razlike pač povečujejo, na ta račun, Ameriško gospodarstvo, pač ta podjetja, ki so jih uspeli ustvariti, ki jih ustvarjajo vedno znova, je nekaj res neverjetnega, Mislim, tle v Evropi, katera večja podjetja smo pa ustvarjali z nič, praktično zelo malo, Tam pa vedno znova se uspejo inovirati. Ja, kaj pa recimo Kitajska, tam so bili tudi kar neka teja podjetja precej inovativna, dokler ni prišla žametna roka oblasti in jih mal udarila po betic, po domač povedan. Tema je res aktualna, se pravi, ta tehnološki preboj je res aktualen. Spet včeraj je bil en članek na Bloombergu, na prvi strani, ker so se njihovi največji strokovnjaki, se pravi kitajski strokovnjaki z področja AI-ja, zbrali in so skupaj, v bistvu naslov članka, mislim, da je bil milijarderji in birokrati, nekaj v tem smislu se združujejo, da ujamejo ZDA, in v bistvu pravijo, da so nekako 3 leta, trenutno za Ameriko, da pa ne bojo potrebovali 3 leta, da nadoknadijo ta zaostanek. Pa tudi, če gledamo, mislim, da je v Ameriki letos bilo tam 26 milijard dolarjev investiranih v to panoge, v to panogo. Na Kitajskem je bila številka 4 milijarde, se pravi, absolutna številka je dosti majhna, ampak po številu podjetij, v Ameriki so letos nekih podjetij, ki jih lahko damo v panogo AI, jih je bilo, 450, na Kitajskem jih je bilo pa 2/3, tako da njihov cilj in želja je, in to je pač tudi nekako bilo v članku, da oblast to podpira, da partija to podpira, da želijo narediti neko inicijativo in ujeti zaostanek, ker brez tega dejansko ne boš konkurenčen in ne boš mogel konkurirati na globalnem trgu. Tako da tudi vidimo, da je tema res aktualna, pomembna, da so se tam zbrali, je pa tam neko regulacijo oziroma AI že imajo pri samem nadzoru. Zdaj, kako ga bojo pa uporabljali pri rasti različnih podjetij, različnih panog, bomo pa videli, ampak se zbirajo, tudi tam delajo se iniciative in mislim, da bojo tam kar zagrizali v to temo. Ja, ta članek sem videla in sem ga dala tudi kolegici za prevest, za Bloomberg Adrio, seveda zdaj naslova ne najdemo, Ja, billionaires and bureaucrats are something. Ja, something. V glavnem, a greva naprej, mogoče bi se tukaj zdaj zelo veliko se govori tudi o sami dolgoročnosti, kje bomo, kaj bomo, zdaj smo glih ravno raziskovali eno zgodbo in sicer leto 2050, zelo veliko se omenja AI v praktično vseh segmentih našega življenja. Kako vidimo, kakšno bo leto 2050 po tvojem mnenju, če upeljeva tudi AI v to zgodbo? Kar se dogaja, zdaj človeštvu, da nismo več nekako najpametnejši na zemlji.
Smo pa še vedno najbolj kreativni, ne? Čeprav tudi ChatGPT zna biti zelo, zelo kreativen. Nekako se nam je zgodilo, v zadnjih 100 letih, mislim, da je izraz breme znanja. 100 let nazaj smo pri 30 letih delali ljudje največje inovacije. Zdaj v letu 2000 pri 40. Se pravi, znanja, ki ga rabiš se naučiti, pridobiti izkušenj, je vedno več. Ne? Se pravi, stvari so vedno bolj kompleksne in vedno kasneje nekako inoviramo. Ne? Zdaj smo pa dobili umetno inteligenco, ki pa te omejitve v bistvu nima. Ne? Se pravi, ona nima breme znanja, ona lahko noter daš vse znanje, kar obstaja in nima nobene težave. Ne? Zdaj ljudje bomo začeli ta orodje uporabljati, ta umetna inteligenca nam bo dala ven neke stvari, ki jih mi ne bomo razumeli več, ker se jih ne bomo mogli naučiti, ker nimamo časa. Ne? Ljudje pač slej ko prej zaenkrat še vedno umremo, ne? In nimamo časa se vseh teh stvari naučiti, ker jih umetna inteligenca lahko v bistvu naredi takoj. Ne? In kako bomo se spopadali s tem, da bomo dobili neke produkte, neke v bistvu stvari iz umetne inteligence, pa jih ne bomo razumeli. Ali bomo verjeli, ali bomo slepo sledili, ne? Kako se bomo s tem spopadali, bo zanimivo gledati. Ne? In 2050, ja, svet je lahko popolnoma drugačen. Ne? Se tudi Musk in te, ki so mečkim bolj, imajo nekako mogoče malo večji uvid, kaj se bo zgodilo v prihodnosti kot mi, ne, so rekli, da se stvari dejansko res spreminjajo. Ne. In tudi oni sami so bili presenečeni, koliko stvari dobro delajo, ampak to je šele začetek. Ne. To smo zdaj čist na začetku. Ne. Tle večje spremembe šele prihajajo. No. To je dejstvo. Te spremembe se zelo hitro tudi dogajajo. A ne, zdaj se res zelo hitro dogaja. Se mi zdi, da od korone smo se kar nekako navadili na to, da spremenimo smer relativno hiter. Ja, sej spet ne, mogoče polno enih stvari novih se dogaja na svetu. Ne. Ta znanje, ki ga v bistvu nekaj časa nazaj je en dekan prestižne francoske univerze rekel, da MBA, ki si ga naredil 5 let nazaj, ti danes nič ne koristne. Vmes je toliko enih stvari novih, včasih ni bilo ESG-ja, ni bilo, področja ni bilo. Polno enih stvari se dogaja in se moramo nekako skozi učiti in prilagajati in res pač te spremembe so, no, in treba je tu stik ali pa pač ostaneš v nekem svojem času, no. Ja, mislim, da je zdaj ekonomska fakulteta ravno naredila nek program za umetno inteligenco, 2-letni je, mislim, da 20,000 evrov stane, se mi zdi, da bo mogel biti ta program kar nekako v stiku s časom in z vsemi spremembami. Te spremembe so pa res zelo, zelo hitre, ne? Tako da bo zanimivo opazovati. A greva kar naprej na mogoče tudi to, zdaj, ko se pogovarjava o prihodnosti, veliko se špekulira, kdo bo brez službe, kdo bo imel še več koristi od tega umetne inteligence in še bolj profitiral. Recimo, veliko krat se omenja tudi upravljalce premoženja, sploh te aktivne, ki se ukvarjajo z aktivnim trgovanjem, da je tudi njihova služba na tnalu. Kako ti to komentiraš, glede na to, da si ti aktivni upravljalec? Jaz gledam na vse te nove tehnologije, ki se pojavijo kot na nekega kopilota. Ne. Se pravi, če si ga že imel prej, se je v bistvu zdaj bistveno izboljšal. Ne. Se pravi, moramo začeti to uporabljati, moramo se prilagoditi na nove razmere, implementirati, recimo v našem podjetju ravno formiramo neko ekipo, ne, ki se bo ukvarjala z implementacijo v različne procese, ne, nove možnosti. Pač razvijamo tudi nek model, ni sicer pač na ravni umetne inteligence, ampak uporabljamo čist preproste te ChatGPT stvari, kolega, ki se s tem ukvarja. Tudi pri nekaterih drugih procesih, recimo v naši firmi že uporabljamo ChatGPT, ne vem, sam ga uporabljam pri mogoče nekih bolj kompleksnih Excel funkcijah, pri implementaciji kakšnega makroja v Excel, ne, 5 let nazaj, 10, nisem niti predstavljal, da se lahko spišem nek makro, ne, ki ti poenostavi oziroma avtomatizira neko funkcijo. Danes je s ChatGPT-jem ali pa s temi orodji, ki so na voljo, to čisto enostavno. Ne, v bistvu napišeš, kaj bi rad, koda pride, kopiraš jo v Excel in stvari dejansko delajo. Ne. In tisti, ki tega ne bo uporabljal, enostavno ne bo konkurenčen, in bo izpadel iz trga. No. Tako da moramo začeti te stvari uporabljati vsi v čim večji meri, da bomo tudi kot firme, kot posamezniki, kot država
ostali konkurenčni v globalnem kontekstu, ne, svet je pač globalen, ne. Če ne bojo prišli, ne vem, Indijci, pa bojo naše storitve ponujali bistveno cenejše, ne, lahko na nekaterih področjih, ne. Pa zanimivo je tudi vedeti, da so te najbolj službe, ki so v bistvu dobro plačane, najbolj na udaru, ne. Po nekih analizah, tle so odvetniki, so pa finančniki, tako da zaenkrat pri upravljalcih premoženja še ni, ampak ja, pač moramo tudi mi začeti to uporabljati pa pač implementirati v naše procese. No. Ja, v eni naši epizodi, ki smo jo snemali z Borisom Cergolom pa z Alešem Zupančičem, smo prav pogledali, kako sestaviti portfelj s pomočjo ChatGPT-ja. Tako da dobiš lahko zelo take, tudi v redu nasvete, je pa to tako, vse ne treba narediti še malo domače naloge, zdaj samo temu verjeti pač ne gre, ne. Tako da vse ne tukaj treba biti vse malce previden. Ker tudi ChatGPT, kot sem že prej omenila, je precej kreativen. No? Ko nima odgovora, se kar malo zmisli. Kar malo se zmisli. Drugače pa se strinjam to, da ti lahko pomaga pri Excelih, PowerPointih, kodo enostavno noter ugradiš oziroma upišeš in voilà, čudežno nastane. In ja, to bo definitivno za tiste, ki bojo znali uporabljati konkurenčna prednost za njih, ne. Ja, zanimivo. Se pravi, pri samem upravljanju premoženja ali tudi mogoče uporabljate ChatGPT ali pa kakšno drugo orodje, recimo za analizo podjetja ali pa za, ne vem, ocenjevanje smiselnosti investiranja v določeno zgodbo? Ja, mi uporabljamo dosti pač softverskih rešitev, ne. Bloomberg pa nek Charles River, no, pač nek softver. Potem še vedno uporabljamo Excel, ampak ta Excel, če gledam, kakšnega smo imeli 5 ali pa 10 let nazaj, ne, danes je to veliko bolj kompleksno, pa predvsem bolj avtomatizirano. To je danes stvari med temi programi, ne, ki jih imamo tudi recimo pri ESG-ju, pri implementaciji ESG, dejansko stvari so oziroma grejo na pot, da bojo avtomatizirane. Ne. Se pravi, če smo včasih nekaj delali 1 uro, je zdaj to instant, ne, ni sploh potreba nekaj čakati, ampak stvari delajo. Ne. Tako da urodi, ki so na voljo, pa ki prihajajo, pa ki nam bojo še olajšali neke procese, ja, upravljanje premoženja, če gledam 5-10 let nazaj, se je konkretno pač spremenilo, samo ta tehnični vidik, ne, dela. Zdaj, same ideje pa to pridejo z nekimi izkušnjami, ne, ki jih imaš, pa jih uspeš generirati, zdaj, ampak sam ta tehnični del je pa, se pa kar veliko dogaja. Se pravi, ko si rekel same ideje, se pravi, še vedno moraš aktiven biti, se pravi, iskati priložnosti, a ne, zato da dobiš sploh tudi samo idejo in potem, da jo lahko noter vključiš v neko zgodbo, v nek portfelj, ne. Mislim, to ti nobeno orodje, lahko ti da tudi kakšno orodje, no, če nastaviš določene spremenljivke, ja. Ja, moraš vedeti, kako svet laufa, kaj se dogaja, ne, približno, sej pol, kje smo, ne, kaj je trenutno v bistvu pomembno na trgu, ne, pa za samo implementacijo teh v bistvu idej, ne, za analizo, ne, ti pa lahko te stvari pomagajo, ne, ampak da pa nekako veš, kje smo, ne, kaj je trenutno na trgu aktualno, kaj se bo dogajalo, kakšen bo trg približno letos, ne, to se pa z nekimi izkušnjami naučiš, pa nekako pol vidiš, ne, kakšno leto bo je nekako pred nami, no, približno lahko oceniš. Ali zdaj z uporabo vse te umetne inteligence in raznih teh rešitev lažje napovemo medvedje trende ali pa mogoče potencialne malo večje dipe oziroma upade na borzi, kot smo pred leti? Ja, te največji upadi so itak nepričakovani, ne, kot je bila vojna, pa COVID, pa še kakšne druge krize, ne. Tako da, ne vem, mi pri nas teh modelov nimamo, ne, mogoče imajo kakšni drugi, kjer lahko filajo več podatkov, ne. Ampak ja, nekako vsi umetna inteligenca gre v to smer, da nafilaš čim več podatkov noter, statičnih, zgodovinskih in ti zna nekako prihodnost tudi napovedati, ne. Recimo ta Kumo AI, ki je Jure Leskov zraven, oni delajo, nafilaš noter čim več podatkov in ti zna nekako povedati, koliko boš čez 1 mesec prodal, koliko ljudi rabaš imeti takrat zaposlenih, koliko zaloge rabaš imeti in tako naprej. Ne. Tako da grejo v to smer, da znajo veliko boljš napovedati, ne, prihodnost kot mi. Tako da v tem kontekstu, če bi zdal neke cene delnic ali pa neke noter, ne, v modele, pa če bi bil dober model, bi znal tudi mogoče napovedati, ne, kakšna je nekako verjetnost za
padec v naslednjih 3 mesecih. No. A to upošteva tudi aktualne makroekonomske in druge kazalnike, gospodarske kazalnike upoštevajo pri teh kalkulacijah? Ja, za vse te modele, kot jaz razumem, je dobro, da čim več različnih podatkov not nafilaš. Ne. Čim več, boljše. Ne. Tako da ja, lahko noter daš tudi. Če dogledava samo, kako se napoveduje gospodarska rast, ne, to je dosti tako, recimo, arhaični način, pa tudi z precej velikim zamikom prihajajo, potem se pa delajo revalvacije in potem nove napovedi, tako da veliko je tudi veliko stvari bazira na pač neki zgodovini, ne, tako da ja. V redu, ali obstaja kakšen segment v tej AI norišnici, konec koncev tudi ESG norišnici, ki je zdaj spregledan, pa bi bil potencialno lahko zanimiv. Pa da se nihče trenutno toliko ne ukvarja s tem, ampak da bi lahko bil, ne vem, novi AI ali pa novi ESG. To je, mislim, težko bi zdaj to rekel. Ne. Jaz lahko le rečem, vidim, da obstaja, da vedno na borzi obstaja spregledan ta v bistvu dolgočasen segment, ne, borzne igre, ne, ki se jo nekako gremo, ne, da je investiranje na dolgi rok, ne. Tja nekako, ki vejo, zakaj imajo borzo. Vmes so pa pač, ja, v medijih so vedno te vroče zgodbe. Ne. Vsako leto imamo 1, 2, delniški trgi pa pač vmes raste, ne. Pa vemo, kdaj rastejo po noča. Ves donos praktično lahko pojasnimo za spremembo cene, ko se borze zaprejo, pa ko se odprejo. Ne. Če bi investirali samo zjutraj, v odprtju, pa v zaprtju pozicije zaprli, bi bili naši donosi v zadnjih 20-30 letih okrog ničle, ne bi nič naredili. Ne. Segment, ki je vedno spregledan, je ta dolgočasnost, ko se nič ne dogaja. Ne. In to se morajo vlagatelji zavedati, da njihova sredstva rastejo, ko spijo, ne. Da je treba investirati čim več, čim prej in da samo čas nekako nas na dolgi rok edino, kar je pomembno, no, praktično na borzi, ne. Če ne skačemo v te vroče zgodbe. Ne. Ker delniški trgi vidimo, da na dolgi rok, se pravi ti razviti, ne, kjer so interesi vseh, ne, vlagateljev, lastnikov, direktorjev in cele države poravnani, ne, da vsi delajo za boljše, za više cene delnice, ne, da tam delnice rastejo, ne, drugi imamo pa tudi še kakšne druge države, kjer se interesi včasih spremenijo, ne, oziroma že prej niso bili pravi, pa potem borza zaradi tega odreagira tako, kot odreagira. Lahko nek ekstremen lep primer je recimo Rusija. Ne. Borza, imeli so svojo borzo, vrednotenja so bila vedno nizka, volatilnost je bila vedno visoka, ne, in potem, ko so se pa še šli v neko ekstrem, pa zdaj pa praktično borze ni več. Ne. Ali pa recimo na Kitajskem, ne, ko so bile tudi nekako se izdeli, da bo to neka nova zgodba, ne, pa vidimo, kako so se interesi posameznikov v državi spremenili, pa danes praktično tam tja skoraj noben več ne investira, oziroma so te tuje investicije res majhne, zaupanje tujih vlagateljev je nizko in vrednotenja se posledično znižujejo in so nizka, ampak lahko nizka ostanejo dlje časa. Ne. To so take stvari, ki jih je treba vedeti, ne, te pomembnejše. Ampak ja, delnice pač na dolgi rok in spregledanje je vedno ta nezanimivost na investiranje na dolgi rok. Ne. Zdaj, če pa skačemo v vroče zgodbe, se pa enkrat upečemo, sicer je fajn, ker smo noter pa raste, ne, samo potem, če ne stopimo iz vlaka v pravem trenutku, pa na koncu ni tako fajn. Ne. Ja, ampak na dolgi rok je lahko to zelo profitabilno, če gledava. Če nič ne delaš, ne profitiraš, če pa investiraš, tudi včasih mogoče dolgočasno, vsem boljš, kakor pa nič. Tehnično gledano. A greva se zdaj dotakniti teh večjih igralcev? To so Google, Microsoft, Amazon, Meta, Apple, Nvidia, tudi Tesla konec koncev, ki si Elona Muska prej omenil. Jaz nekako te zmagovalcev prav umetne inteligence zgodbe, ne, jaz ti vidim Microsoft, tle kakšne debate ni. Že tako so v bistvu globalna firma, vsi jih rabimo. Zdaj s temi nekimi rešitvami, mislim, da jo bomo še bolj rabili. Tle nekih, po moje, večjih težav na vidiku ni. Pa imamo en video, ne. Ja, en video je res podjetje, ki je naredil ta prvi tehnološki preboj. So zmagovalci, ne, tako kot so bili recimo v kjerikoli zlati mrzlici, tisti, ki so lopate prodali, ki so največ zaslužili. Ne. Oni imajo
imajo tehnološke rešitve, ki jo bomo vsi rabili, njihovi čipi so toliko boljši, toliko bolj zmogljivi, pa porabijo toliko manj energije, da se jih praktično splača vsem zamenjati, ki bojo rabili zmogljivejše računalnike. Njihov CEO je na konferenci v Tajvanu rekel, da bojo vsa večja podjetja potrebovala neko AI factory, se pravi znotraj, ali pa da bojo v cloudu. Njihova proizvodnja je za letošnje leto razprodana, verjetno tudi za naslednje leto. Vrednotenje je pa visoko, ampak kaj se lahko zgodi, lahko pač tle dejansko rezultati ujamejo to vrednotenje čez par let, ampak ta glavni premik je pa sigurno zamujen. Nvidia mi še vedno držimo, ampak ne verjamemo, da bo cena delnice še naprej visoko rasla. Lahko pa pač, glede na to, da ta hype še vedno je, da se še vedno investira, še nekaj pridobi v naslednjih letih. Pa imamo tukaj Adobe. Sam bi te vseeno ustavila, zdaj, ko govoriš o Nvidii, ko si rekel, da da je precenjena delnica, da jo držite. Na kateri točki pa ti potem prodaš delnico, glede na to, da je že kar precej zrasla? Da ne boste zamudili vlak, pa se zgodi lahko kakšen upad. Mi smo v bistvu že prodali en del, imeli smo jo pač skoraj maksimalno, kar smo jo nekako lahko imeli v skladu, glede te omejitve, ki jih ima sklad. Smo že nekako zmanjšali, zdaj imamo manj, kot je v benchmarku, imeli smo jo pač več. Tako da zdaj, da bi vso prodali, zdaj kot sklad, itak ne moramo je čisto denarju, tako da ne moramo niti prodati vse, lahko jo malo zamenjamo. Ne vem, se mi zdi, da bo še en ta hype oziroma še majhen zgodba jeseni ponovno zaživela, ko bo ti rezultati, ki jih bojo imeli v podjetju, po moje bojo res dobri, da še ni čist konc zgodbe. Je pa to, vrednotenja so pa pač kar visoka, ampak tudi, če gledamo vrednotenje Tesle, ki je naredila nek tehnološki spet preboj, so bila bistveno višja. Tudi Apple, mogoče takrat ni bil glih tako okolje, da je bila to lahko recimo vrednotenja visoka, ampak Apple je bil 10 let nazaj bistveno više vrednote, pa vemo, kaj je cena delnice naredila v zadnjih 10 letih. Zdaj, marsikdo se toče poglav, da je zamudil ta vlak, ampak še zmer, kot si rekel, da obstaja neka možnost za nadaljno rast, bo marsikdo na tej točki špekuliral, kaj pa če grem jaz v to zgodbo zdaj, pa poberem tistih, 50%, koliko bo še pridobila ali pa še celo kaj več. Zdaj ne bi mogoče čisto konkretno imenih, ampak meni se zdijo nekatera podjetja, sploh celotna ta AI zgodba ima vse aspekte, da kakšno podjetje, ki zdaj mogoče še malo manjše, postaje neko največje podjetje čez 10 let na svetu. Katera podjetja so največje na svetu, se vsakih 10 let nekako ali pa 15 let spreminja. In AI firme imajo možnost skalabilnosti, hitro rastejo, nekako vsi jih rabijo, lahko se širijo v druge panoge, tako da imajo vse te aspekte, ki jih rabi neko podjetje, da postane eno izmed največjih na svetu. Se pravi, Nvidia je že 1000 biljonov, 1000 milijard, 1 bilijon, 1000 milijard. Zdaj bo kakšno izmed manjših, postali tle čez 10 let med največjimi, bomo pa seveda videli, ampak možnosti so, pač imajo ta izhodišča, da jim je to pač mogoče. Zdaj, marsikdo špekulira na te točke, da bi mogoče stavil na Nvidio, kljub temu, da je že ful pridobila, ampak obstaja še vedno neko upanje, da bo še ekstra pridobila. Kot si sam povedal, obstaja neka možnost. In zdaj tukaj marsikdo špekulira, ali iti v to zgodbo ali ne iti v to zgodbo in pobrati tisto smetano, ki je mogoče še ostala. Glede na moje izkušnje, ki so te hype ali pa te, ki se dogajajo neki pač balončki, jaz bi rekel, da smo tle pred tem tako, če je res balon od 1 do 10, da smo tle, ne vem, na 3, 4, 5. Se pravi, če se bo balon razvijal še naprej, da bomo šli še pač višji, glede na to, kje smo trenutno, tudi kje je cena denarja in nasplošno, kako so apetiti investitorjev po tveganih naložbah visoki, pa glede na moje izkušnje, je ta hype bistveno manjši, kot je bil v nekaterih drugih balonih, ki smo jih videli v preteklosti. Tako, če se bo to nadaljevalo, zdaj sam fundament pri Nvidii ne upravičuje više cene delnice, vedno se pa lahko zgodi, da gre pač cena še bistveno višji. Ampak potem igramo to, špekuliramo. Marsikdo od naših poslušalcev zelo rad špekulira. Omenil si tudi Adobe. On je pa, če pogledamo malo po YouTubeu, pa kaj prihaja na temu generativnem AI-ju, ki ga bojo oglaševalci in vsi ti segmenti, ki se v kreativnih panogah potrebovali kot neko orodje. Jaz mislim, da brez njih
ne boš mogel nič skoraj narediti. No. Mislim, že zdaj, zdaj s temi novimi v bistvu rešitvami, ki prihajajo, bo pa tvoje delo v bistvu se pohitrilo. Tle ne rabimo dosti, da pogledamo vsaj neke oglase njihove, kaj prihaja in kaj bo na voljo vsem tem uporabnikom. Tako da, ja, mislim, da bodo tudi oni eni večjih zmagovalcev na tem področju. No. A greva kar naprej, zdaj smo imeli Adobe, Nvidia, Microsoft si tudi omenil, kaj pa Google recimo? Ja, Google je pa v prvi fazi očitno eden iz večjih poražencev, tako se je tudi cena delnice obnašala. Kar naenkrat so vsi ustrašili, da Google ne bomo rabili več. Ampak tle se zdi, da imajo tudi oni nekako te svoje modele, ki še prihajajo ven. Tako da, ampak ja, Google je mogoče vse en mečkem bolj pod vprašanjem, kaj se bo z njimi dogajalo v prihodnosti. No. Bi bil jaz mečkem bolj previden. No. Ni še čisto jasno, ali bojo uspeli zajahati ta tehnološki val, mislim, sigurno ga lahko, lahko pa se tudi kakšno večje podjetje krene na drugo pot. No. Zdaj zaenkrat so nekako obrnili zgodbo, da so tudi oni prisotni v tej tehnološki revoluciji, ampak bomo še videli. No. Jury still out. Lahko bi izpostavljal še recimo kakšen Apple. Apple je tudi v bistvu se kar zelo diverzificiral na vsa možna področja. Povsod so zraven, od avtomobilov oziroma zdaj ne vem točno, kaj delajo, nek mobility do AI-ja, do VR-ja, do nidanino. Ja, Apple je pa v zadnjih 5 letih zgeneriral, mislim, da 400 milijard dolarjev prostega denarnega toka, tako da tok jim ustaja, ekstremno številke, in v bistvu samo to ti pripelje tudi potem ceno delnice pa tržno kapitalizacijo na te nivoje 3000 milijard, mislim, da je ničkaj manj, ker na dolgi rok delnice raste zato, ker povečujejo prihodke v neki stabilni marži in potem nek denar ostaja in če prihodki rastejo, se vemo, delnice rastejo v bistvu samo zato, ker če uspe podjetje povečati prihodke s stabilno maržo in s prostim denarnim tokom. In Apple je tle pač ne popuščajo, selijo, pač odpirajo še Indijo, tako da neka rast je še vedno prisotna, je pa pač nek monopol, konkurence praktično nimajo. Zdaj vrednotenje mogoče trenutno mečkem visoko, ampak še vedno generirajo ta res enormen denarni tok, ki ga vračajo delničarjem v obliki odkupa lastnih delnic. Če pogledate graf, koliko delnic je imel Apple 5 let nazaj, 10, pa koliko jih ima danes, vidimo, da jih kar nekako zmanjkuje. In če bodo to uspeli še naprej delati, bojo pač ostali največji, tudi čez 5 let. Zaenkrat neke konkurence jaz ne vidim. Kaj pa recimo Amazon, oni tudi kar precej veliko delajo na razvoju v različnih tehnologijah in podobno. Ja, Amazon je pa majhen bolj pod vplivom splošnega stanja ekonomije. To je vse nek retailer, ki je odvisen od gospodarske rasti, od kupne moči potrošnikov in vse v Ameriki, ali pa tudi drugje po svetu smo nekako v ničelnih obratih, nekako na meji med recesijo, in na podlagi tega cena delnice ne raste, ampak meni se zdi v bistvu zanimiv, smo ga kupovali v zadnjem obdobju, ker stvari se nekako popravljajo. Sploh pač tudi, če uspejo neke tehnološke rešitve implementirati, ker mislim, da jih bojo lahko povečajo na ta račun maržo, produktivnost, tako da lahko bojo tudi eni izmed zmagovalcev te v bistvu tehnološke revolucije. A sem da mogoče kakšnega še pozabila? Mogoče bi še Metal, a Meta bi lahko tudi omenila, Meti se veliko govori, zdaj spet je prišel nazaj, Metaverzum, spet se govori veliko o tem, čeprav se je že malo pozabil na to, tako da Meta je zanimiva. Meta, ne vem, v temu kaj pa vem, meni se zdi mogoče zanimivo v kontekstu, da oni tudi generirajo ogromno denarnega toka, zmetali so v Metaverse 30 milijard, potem so pipco ustavili, oglaševanje na Facebooku, Instagramu še vedno laufa naprej, tako da jaz mislim, da bolj na podlagi tega, da so zrezali stroške, pa da so šli mečkan nazaj v core business, da jih to rešuje in da bo rezultati dobri. Mogoče smo pozabili, jaz bi svetoval vsem, da pogledajo ta podjetje Palantir, to je v bistvu čisto software podjetje, nima nič hardvera. Če pogledate na YouTube, par kakšnih konferenc njihovega CEO-a,
Njihov software v bistvu dirigira vojno v Ukrajini. Se pravi, pri vojni, pač te veliki modeli, tam je še zelo pomembno, da damo vse te spremenljivke v nek program in da se potem on odloči, v katerem trenutku, katero raketo, na katero mesto, kje se premikati. Njihov program dirigira vojno v Ukrajini. Se pravi, se odloči, kdaj, kakšno raketo, katere premike narediti. Pa mislim, da tudi njihov software išče teroriste v Evropi za nekatere države. Se pravi, spet dajo neke anonimizirane podatke o prebivalstvu noter, o čim več ljudeh in on pove, kateri je potencialen terorist. Pač videli smo, da dela tudi na drugih področjih, optimizira zdravnike, sestre, bolnišnične postelje v Ameriki in ga lahko uporabimo tudi v nekaterih drugih panogah. Je zanimivo podjetje, sicer valuacija je kar visoka, ampak če bojo uspela zajahati res ta val, je tu ima vse možnosti, da postane eno spet iz večjih podjetij. Zdaj smo obdelala tole košarico teh delnic, se pravi Google, Microsoft, Amazon, Meta, Apple, Nvidia, Tesla, Palantir, Adobe. A je mogoče še kakšna taka zanimiva delnica, o kateri danes nismo še govorili, z vidika umetne inteligence? Ja, pa je še malo teh proizvajalcev čipov, kakšnih manjših, ki v bistvu dobavljajo podizvajalci, dobavitelji za Nvidia in tako naprej. Ampak tam so bila tudi že te premiki so bili že doseženi. Zdaj obstajajo tudi liste, tudi mi gledamo manjša podjetja, katera bo uspela. Bomo videli, treba je vseeno majčkeno tle zdaj ta hype prebrodati, pa bomo videli, katera bojo potem res uspela neke podjetje, nek traction dobiti, neke nove posle. Tudi jaz kakšnih drugih niti ne vidim trenutno. Sigurno so pa zunaj tam, treba jih je samo najdeti. Ja, treba jih je najdeti. Lahko pa investiraš v neke sklade, ki investirajo v AI. To je pa tudi za en velik hit, a si mogoče opazil to? Ja, te tematski skladi so vedno zunaj. Jaz nekako nisem fan, ker so to res ozke zgodbe. Če že sama tehnologija kot panoga je malo ožja zgodba, meni so to nekako preozke za širšo množico, te nišni skladi. Mi kdaj se kakšnega poslužimo, ampak za širšo množico, za splošnega vlagatelja, za nešpekulanta se mi zdi to preozka zgodba vseeno. Vsekakor pa je treba biti previden, ko investiraš, ker to so tudi dosti majhni skladi, ti nišni skladi, tudi ne veš, kdaj kakšen sklad tak je te fugasne, V glavnem pa imaš lahko cel kup enih problemov. O tem smo tudi že na Moneyhow govorili. Zdaj, trenutna situacija je kakšna? Kje smo, kam gremo? Kaj svetuješ recimo vlagateljem, kako naj ravnajo do konca leta, naprej za 5 let, 10 let? Na borzi vidimo, da so se delnice že dobro navadile na te višje obrestne mere, so se prilagodila, podjetja so se v večji meri prilagodila. Mogoče kakšni sektori ali pa nepremičninski sektor, ki ima večkrat daljši rok tega prilagajanja na višje obrestne mere, ter neke težave lahko še pričakujemo. Obrestne mere so nekako dosegle ta vrh, oziroma nekih dodatnih višjih višanj ne pričakujemo. Zdaj samo vprašanje, koliko časa bodo tle, ko so obrestne mere. Jaz bi vsem si želel, da bo pač ta kredibilnost centralnih bank in pač politika centralnih bank ostala, da bodo te obrestne mere pač pozitivne, da ne gremo spet v te neke nižanje blazno, ker potem spet vse leti naokrog, niti ne veš, kaj je. Tako da se mi zdi, da bo letos, da zdaj čez poletje se bo delniški trgi mečken umiril, rast je bila lepa, kot so že omenila. Da naprej pa sem zmeren optimist. Ta tehnološka revolucija, ki je pred nami, bo marža v bistvu bi mogla zvišati, tako da vrednotenje pa že sama, če odšteješ te neke podjetja, ki so res visoko vrednotenja, saj na ameriških trgih po mojem mnenju niso visoka, tudi ta nek small cap, manjša podjetja ameriška so ok vrednotenja, tako da zdaj lahko rečemo, da čez poletje se kaj dosti ne bo dogajalo, ampak priložnosti za investiranje vedno so. Delniški trgi pa če rastejo, z gotovostjo vemo, da rastejo samo na dolgi rok. Zdaj, kaj bo čez 3, 4, 5, 6 mesecev je težko oceniti, ampak mislim, da so se delnice že kar dobro navadile na te višje obrestne mere in da tudi podjetja so že prilagojena na
na novo okolje, ki bo, upam, da z nami dalj časa. No. To bi bilo po mojem mnenju dobro. Zanimivo je, recimo, Damjan Merlak je na našem dogodku povedal, da on ni tak, on je ponovadi bikovsko razpoložen, tako kot vsi upravljalci premoženja. Tokrat je bil pa malce zadržan in je rekel, da on vidi medveda do konca leta. Z teh tečajev. No. Mislim, letos medveda so vsi videli nekako na začetku leta. Ne. Se pravi, recesija je bila, pa še naprej višanje obrestnih mer in tako naprej. Pa se je zgodila malo ta revolucija, ne. Pa so v bistvu S&P brez teh podjetij, ne brez AI podjetij, je praktično na nuli, tako da to je nekako dal trgu nekaj, ne. Zdaj, letos jaz vidim tako neko prehodno leto še naprej, no. Mislim, moj položaj na začetku leta je bil, da smo v nekem sideways trgu, v prilagajanju višjim obrestnim meram, da kakšne blazne rasti ne moramo biti deležni, lahko je pa leto boljše kot lani, no. Zdaj, ko smo pač to neko rast že doživeli, jaz pričakujem umirjanje čez poletje, majhen bolj sideways trg, kakšnih večjih padcov pa bi pa jaz rekel zelo težko, no. Jih pa nekako ne vidim, no. Da bi bili večji popravki, ne. Sprav 20% medvedji trg, recimo, da gremo, ne. Iz teh nivojev, jaz mislim, da smo bolj na sideways, pa nek ta muddle through, kako bi rekel, še do konca leta, pa tudi še mogoče na začetku naslednjega leta. No. Ok, dejva sam še en scenarij preigrati, se pravi, da imava 10.000 evrov, kam z denarjem, pa če se mogoče lahko fokusira regija, panoga za obdobje 5 let, pa recimo poprečna starost poslušalcev Moneyhow je tam okrog 35 let. Jaz vsakemu svetujem pač nekaj globalno razpršeno zgodbo, da proba pač tudi vmes, da ne investira samo zdaj, ne, da proba ta znesek potem s časom še povečevati. Sam osebno se mi zdi, da so, kot sem omenil že, ne, te interesi, da vejo, zakaj delnice obstaja, pa borza obstaja, da je to v bistvu nekako samo v Ameriki. Ok, lahko se pogovarjamo, bo Amerika ostala, in bo ostal ta nek primat v tem globalnem borznem kontekstu oziroma na borznem parketu, ampak to je bolj kompleksna zgodba. Tehnologija se vedno mi zdi zanimiva, ne? Tudi zdravstvo se mi zdi vedno zanimivo, so neke panoge. Drugače pa ta splošen delniški trg, Amerika, tudi mogoče globalno, neka globalna zgodba. Pač čim več, čim prej, ne? Pa te vroče zgodbe, ok, mogoče jih mečkam lovimo, ampak jaz bi jih bolj pustil ob strani. No. Pa čim manj nekega trgovanja, ker vidimo, da delnice rastejo po noči. David, pogovarjaš se zdaj s 35-letniki, ne, z mano je sem malo starejša, ampak iščejo hitre donose, se veš, ta pozornost njihova ni več taka, kot je bila včasih, mogoče želijo hiter zdaj takoj, ne. Tako da, ko oni slišajo 7, 8, 9% donosnost na letni ravni, se marsikateri reče, da bi povsem malo začinil to zgodbo. Tako da z določenim odstotkom, z določenim odstotkom seveda, zakaj pa ne, ne? Poskrbeti pa verjetno potrebno za temelje. Ja, tega pač žal ni, ne. Mogoče so se zdaj še mečkano razvalili s to kriptosceno, ne, ker so bili ti mogoče donosi spet mogoči, ne. Vprašanje, kdaj bo naslednja taka zgodba, ne, prisotna, pa da jo bo tudi ujela, ne, pa da bo res tako v globalnem kontekstu, ne, da ne bo to neka nišna, majhna zgodbica. Potem ne pa pač vsaj dajo en del premoženja v te razpršene, varne, v bistvu dolgoročne zgodbe, pa ne se igrajo z manjšim delom portfelja, ne, pa vidijo potem, kako jim gre, ne. Sej jaz svetujem vsakmu, čim prej ne začne investirati, ne. Sej ne vem, Buffett je začel pri 12, jaz sem bistveno kasneje, ne. Čim prej treba začeti, da se naučimo, te izkušnje, ki jih pridobivamo na borzi, so res pomembne. Prej, ko boste začeli, prej, ko boste tudi izgubili denar, prej, ko boste kaj zaslužili, pa pol izgubili denar, to so neprecenljive izkušnje, ne? In samo tako, jaz mislim, da lahko, ne? Zelo težko je tega ne delati, pa samo ratati, pa da skozi samo raste, ne? Malo tudi mora biti. Če že hočete špekulirati, dajte z enim delom, pa en del vseeno nalagajte v neke te razpršene globalne zgodbe, pa pol čez par let lahko pogledate, kaj ste sami naredili, kaj je tam naredili, pa še tisto bo še vedno nekako ostalo, tudi če tam ne bo. Ja, tako je, nimaš kaj, ne. Nič, David, najlepša hvala, da si bil gost Moneyhow. Upam, da niso bila vprašanja pretežka, seveda niso bila. Z rokava si jih stresel. Tako da, najlepša hvala. Ja, hvala, z veseljem, še kdaj. Najlepša hvala tudi vsem gledalcem in poslušalcem, ki ste bili danes z nami. Poslušajte Moneyhow, ne bo vam žal in lep pozdrav.